Pridemo v zaključno fazo današnjega srečanja, ki je mene, predvsem mene ganil danes, me je spravil malo do solz. Iskrena hvala res vsakemu posebej, vsem skupaj. Člani društva, potrudili smo se, naredili smo velike premike v Sloveniji in verjemite mi, še jih bomo naredili. Še jih bomo naredili. Naj si bo mir, naj si bo vojna, naj si bo izredno stanje, naj si bo kakršnokoli stanje, tukaj bomo stali drug ob drugem in drug z drugim in drug za drugega. To je tudi naše poslanstvo in res vsem hvala, ki ste se danes tukaj udeležili in tudi na Zoomu, vsem hvala. Pa tudi tukaj na Telegramu hvala vsem prisotnim. Imamo skozi vključeno Telegram, tako da se vse sliši, da kot da bi bili tukaj v sobi z nami. Vse lepo še enkrat pozdravljam in se vam še svojim imenom zahvaljujem. Sedaj po tem kratkem premoru pride pa zaključna beseda predsednice društva Ivilijane Belis. Zahvala Svetemu Duhu za to, kar smo danes speljali in kar smo do danes od začetka tudi naredili zase, predvsem zase, za naše bližnje in za našo bližnjo in daljšo okolico, predvsem pa za našo prelepo Slovenijo. Ne pustimo je uničiti. Prosim iz srca, pojdite na upravne enote, pošljite podpore, da lahko naredimo še kaj dobrega. Tako da zdaj pa Ivilijana, lepo prosim, izvoli. Tle, jaz se ti danes zahvaljujem in to je moje darilo zate, ker sem ga zelo poiskal, tele rožice so zate. Izvoli. Hvala. Egidi. Raj. Hvala. Hvala tebi. O, moj Bog. Evo, moje sanje, raj na zemlji. Če dovolite, dragi člani Društva za srečno življenje Belis in vsi dobronamerni ljudje, ki boste poslušali ta mojo zahvalo Svetemu Duhu, vam bi rada prebrala, kaj sem leta 1995 napisala na hrbtni strani svoje prve knjige Spekla v raj, zato, ker bi izgubila status samostojne kulturne ustvarjalke, ker sem delala za Novo kulturo Slovenije od leta 1987 in je prišel ven zakon, da kdor ne bo izdal knjige, bo izgubil status kulturne ustvarjalke. In takrat sem bila tako žalostna in sem rekla, pa Gospod Jezus, kako bom pa zdaj še delala za tebe, pa za prihod ljubezni v srca vseh ljudi, za prihod te brezpogojne ljubezni. Če ne bom knjige napisala, jaz osebno nisem bila niti pisateljica, niti pesnica in sem ga prosila za pomoč. Sem rekla, Jezus, pomagaj mi, rada bi še naprej delala za tebe. Spoznala sem, da je Jezus Kristus ne samo moj prijatelj, ne samo moj učitelj, ne samo moj svetilnik, ampak tudi moj brat, ki mi želi vse najboljše, ki mi želi, da živim srečno življenje, ki mi pošilja Svetega Duha direktno z neba kot zastonjski dar, ki me tolaži, kadar sem nesrečna, Svetim Duhom. Sveti Duh je kot nevidna energija, ki nam jo Bog pošilja, da lahko vztrajamo, živimo na tej zemlji, tudi v najbolj težkih situacijah, ki nam jih povzročajo ljudje, ki so na en način pač zaslepljeni, imajo temo na očeh, imajo še kamen v srcu, ne slišijo žuborenja vode, petja ptic, ne slišijo vetra in vidijo samo probleme. In 15. junija, ko sem se vrnila iz Valete s svojim možem, moja hčerka je imela Valeto, 15 let je bila stara, sem ponoči doživela
dobesedno milost. Poslan mi je bil Sveti Duh. Duh, ki nas tolaži, duh, ki nas razsvetljuje, duh, ki nas uči, duh, ki spreminja staro v novo. Sveti Duh, ki spreminja vodo v vino, smrt v življenje, bolezni v zdravje, grešnike v svetnike. Bil mi je poslan. In tisto noč sem doživela svojo sveto noč. In zjutraj, ko sem se zbudila, sem začela pisati 16. junija leta 95 knjigo Iz pekla v raj. In v posvetilu sem jo namenila v zahvalo Gospodu Jezusu Kristusu, ki mi je pošiljal Svetega Duha, duha tolažnika, duha modrosti. In ko sem knjigo napisala 29. junija, sem odnesla potrdilo na kulturno ministrstvo in srečna sem bila, da sem ohranila svoj status kulturne ustvarjalke in da sem lahko uradno še naprej delovala v okviru statusa kulturne ustvarjalke za Novo kulturo Slovenije. In knjiga je bila napisana v 13 dnevih pod vodstvom Svetega Duha. In čutim danes, da se moram zahvaliti tudi Svetemu Duhu, da je uslišal moje molitve, moje prošnje, da jih še vedno uslišuje, da nam stoji ob strani, da nas varuje, ne glede na okoliščine. Smo bili ves čas maziljeni s Svetim Duhom, da smo lahko delovali. Marsikdo tega Svetega Duha ni prenesel, se je odmaknil. Kot se odmaknemo iz vročega sonca sredi dneva v senco, ker je za nekatere ljudi sonce prevroče. Ne obsojam nikogar. Razumem, tudi jaz sem bila dolgo časa v sencah, v teminah svojega lastnega življenja. Vendar sem želela več. Želela sem radost, želela sem življenje, želela sem urediti svoje življenje. In bila sem pripravljena vse izgubiti, da vse dobim. Kdor ni pripravljen svojega starega življenja izgubiti, ne more dobiti novega življenja. Staro mineva, da se novo rojeva. Tiste stare ivice ni več. Bog je presvetljiv, potolažil, razsvetljiv, naučil, ponižal, da je lahko Bog v mojem življenju delal naprej. Da so moje solze se spreminjale v bisere, da so moje bolezni bile ozdravljene, da se je moja žalost spremenila v radost. In zato sem zelo hvaležna Jezusu Kristusu, da mi je pošiljal Svetega Duha, duha tolažnika, duha ljubezni, da sem korak po koraku hodila naprej in še vedno hodim. In bom hodila naprej. Kot moramo vsi dihati vsak dan, vsako minuto, moramo tudi sprejemati to Božjo milost, ki je zastonjski dar iz neba, da smo lahko srečni, da smo lahko zdravi, da se lahko družimo v miru in da delamo za mir in zadelamo drugi prihod resnice, svetlobe, ljubezni v naša življenja, v Slovenijo. Obljubila sem vam, da bom prebrala, kaj sem napisala leta 95 na hrbtni strani knjige, ki je bila napisana leta 95. To je v bistvu že 27 let od tega. Slovenija bo postala Belis, ko bomo vsi zaživeli Elis končni cilj. Skupnost dobronamernih ljudi.
Tedaj bo sam Bog Jahve, zaživel z nami na zemlji in vsi bomo njegovi ljubeči in poslušni otroci. Ponovno bomo slišali svojega najvišjega očeta stvarnika in mu ostali zvesti vso večnost. Le skupaj z njim bomo vso zemljo spremenili v raj. Takrat sem se še pisala Dornik, Plohalj, Ivica. Leta 95. Imela sem pa Elis Center za novo kvaliteto življenja, evangelizacijo ljubezni, iskrenosti in sreče. In leta 97 mi je Sveti Duh dovolil, da postanem Belis otrok. Ko sem šla skozi najtežjo preizkušnjo svojega življenja, ko so mi v bolnici naklepno umorili 4. otroka, 3. sina, Kristjana, naklepno s tresanjem, da je doživel možgansko krvavitev, možgansko smrt. Pripeljali so ga k donatorju organov, specialistu za možgansko smrt, gospodu Janezu, v klinični center 10. januarja leta 97. 1 uro prej je bil sprejet na infekcijsko kliniko z eno ranico na ritki, ni imel vročine, ni bruhal, ni bil podhranjen, ni imel driske. 10. januarja je bila edina njegova bolezen, ena ranica na ritki, ki se je večala. Ta ranica pa je nastala zaradi alergena, ki je v poru, katerega sem jaz kot njegova dojilja nehote pojedla v solati, ker nisem takrat vedela, da je por alergen za dojilje. Dobil je gastritično drisko. Večkrat pomal je kakal, vendar ni jokal. Njegovo življenje se je odvijalo tako kot prej, samo malo manj se je smejal. Jaz pa sem bila iz trenutka v trenutek bolj zaskrbljena. Nisem takrat imela take vere kot danes. Zato me je ta strah odpeljal na infekcijsko kliniko z napotnico, kateri sem verjela, da bodo zdravniki na infekcijski kliniki mojemu otroku, 10-mesečnemu sinu, pomagali zaceliti to rano, katere jaz nisem mogla zaceliti s kremami, ki mi jih je pediatrina, moja osebna zdravnica, prinesla na dom. Mož mi je celo prinesel penaten kremo, tudi ta ni pomagala. In zato sem takrat še zaupala zdravnikom in otroka odpeljala na infekcijsko kliniko, ne da bi se zavedala, kaj ga tam čaka. Takrat nisem vedela, da je bila infekcijska klinika dogovorjena z kliničnim centrom, da so 1 do 5 otrok na mesec prepeljali iz infekcijske klinike določene otroke z vprašljivim priimkom k donatorju organov in specialistu za možgansko smrt, gospodu Janezu, in to na transportni posteljici, ki namenoma, zelo namerno naklepno, ni imel gume na enem kolesu, da je zelo treslo in ropotalo. Med prevozom iz infekcijske klinike na klinični center 400 metrov v hodniku pod cesto sem vprašala, zakaj ta posteljica tako ropota. Pa mi je odgovoril en fant v beli halji. Veste kaj, gospa? To imamo edino prevozno sredstvo za prevoz otrok v klinični center, ki je eno kolo brez gume. Vsi, ki vozimo avto, vemo, da morajo biti kolesa centrirana, v ravnovesju. Toda tisti, ki je vedel, zakaj se možganske poškodbe dogajajo, pa je to dopustil, da so k njemu vozili otroke v tem prevoznem sredstvu,
ki jih je močno treslo. In ko je otrok prišel, čez 10 minut v klinični center na otroško kirurgijo, jaz takrat še nisem vedela, da je zdravnik, ki ga je sprejel, donator organov in specialist za možgansko smrt. Takrat še nisem vedela, da tresanje povzroča poškodbe možgan. Zaupala sem zdravnikom, tako kot zaupajo številni ljudje zdravnikom in so se cepili v te zadnji 2 leti. Pa imajo sedaj težke posledice tisti, ki so dobili pravo cepivo. Večkrat slišim, da so nekateri cepljeni, vendar z lažnimi cepivi, s placebo cepivi. Ker nekaj ljudi mi je priznalo, da so globoko segli v žep in plačali 300 do 500 evrov za lažno cepivo. Vendar so imeli potrdilo in so lahko potovali. Razumem jih, da so to naredili. Zdravje je drago. Veliko ljudi v Sloveniji je placebo cepivo drago plačalo. In vesela sem za njih. In našli so krivino. In hvala tem zdravnikom, da so jim prisluhnili in da so jim dajali placebo cepiva. Smilijo pa se mi tisti ljudje, ki niso imeli nobenih vez, ki niso imeli 500 evrov v žepu, ki pa so poskusni zajčki v eksperimentu, v biološkem eksperimentu. Smilijo se mi v dno duše in molim za njih in prosim Boga, ki dela čudeže, da njihova posledice cepiv odstranijo iz njihovih teles, ker Bog je vsemogočen in uslišuje naše molitve, kadar so iz srca izrečene. Ko je moj otrok prišel, močno pretresen, s tem transportnim vozilom na klinični center, k kirurgu, specialistu za možgansko smrt in k donatorju, je bilo prvo njegovo delo tega kirurga, da ga odpeljal v sobo, mu prirezal desno nogico in mu ukradel najmanj 20 epruvet otroške svete krvi za adenokrom pijačo, ki pomlajuje ljudi, ki imajo denar, ki jim podaljšuje življenje. Jaz tega nisem vedela. Ko sem stala pred vrati, zaprtimi vrati, 10 minut sem v nemiru in v zmedi odprla vrata in zagledala strašen prizor. Na polički je bilo najmanj 20 epruvet krvi mojega sina, ki mu jih je ta doktor, specialist za možgansko smrt, kirurg, donator organov dobesedno kradel. Brez mojega dovoljenja, brez dovoljenja mojega otroka. In jo prodajal za velike denarje. Naprej. Ko sem se vznemirila in zavpila, zakaj to dela, da so mu že na infekcijski kliniki naredili en velik hematon na desni strani glavice, zato ker so mu iskali žilo za odvzem krvi, me je strogo pogledal in rekel: izginite, da vas ne peljemo na psihiatrični oddelek. Ne morem vam opisati mojih občutkov, ko sem stala pred vrati, vsa zmedena, vsa prestrašena, polna duhov, ki niso bili od Boga, ker tisti dan sem pozabila prositi Jezusa za svetega duha. Ker sem bila prestrašena, zaradi ranice. Nisem imela vere, da je Bog tisti, ki ozdravlja tudi take rane. In iskala sem pomoč pri pediatru, ki je napisal napotnico za infekcijsko kliniko. Čeprav sem čutila v srcu, da ne smem iti na infekcijsko kliniko, sem bila poslušna napotnici. Koliko ljudi je bilo teh 2 let, te 2 leti sedaj poslušnih napotnicam, nasvetom: cepite se,
potem boste ozdraveli in vaši sorodniki bodo zdravi, cepite se za druge. Tudi jaz sem bila ena izmed njih, zato imam sočutje do teh ljudi. Zelo veliko sočutje. Ker sem prišla iz pekla. Moje izkustvo je pretežko in ga nikomur ne želim v Sloveniji, nobeni materi, nobenemu otroku. Prav nobenemu. Najhujšemu sovražniku tega ne bi privošla, ker sem šla jaz skozi. Občutek krivde, samoobtoževanja je bil do lanskega leta neizmerno velik. Padla sem iz raja ponovno v pekel. In celo svojo družino sem mučila in vse ljudi z mojo neizmerno bolečino krivde in nemoči. Ko je otrok iz infekcijske klinike prišel v klinični center k donatorju organov, si jaz nisem takrat predstavljala, da sem ga peljala v smrt. In to v kruto smrt. Verjela sem, da bodo zdravniki zacelili tisto ranico, pa je niso, naredili so 10 novih. In ko je otrok prišel iz tiste sobe, me je gledal s svojimi lepimi modrimi očmi. In danes vem, da se je žrtvoval zame, za vso Slovenijo, da bi spoznali resnico, ki nas bo osvobodila vse, ne samo mene, tudi vas, ki to danes poslušate. Samo svobodni ljudje lahko rečemo ne. Jaz takrat nisem bila svobodna. Bila sem prestrašena. Ena ranica na ritki me je prestrašila do te točke, da sem otroku pripeljala k zdravniku, ker sem mu zaupala, ker sem verjela zdravnikom. In da danes ne verjamem zdravnikom, imam razloge. In dokazalo se je v zadnji 2 leti, da nisem edina, ki je izgubila zaupanje v zdravnike. In samo peščica zdravnikov je ohranila integriteto in vest in Hipokratovo prisego, da bodo reševali življenja in ne pa pomagali v smrt. Vsi moramo živeti. Bog ne želi nobenemu smrt. Bog želi vsakemu življenje, vsakemu želi zdravje, vsakemu želi, da živimo v skupnosti, v miru in v medsebojni slogi. In ko je moj otrok prišel iz tiste sobe, v kateri so mu ukradli kri za adenokrom pijača, me je gledal z ljubeznijo. Jaz pa se niti podrazno nisem takrat predstavljala, da je doživel možganske krvavitve. Nisem si predstavljala, da ga pripravljajo za odvzem organov. Verjela sem v življenje. Ko so mu nogice zatekala in glava, so ga odpeljali in so dobili potrdilo, da so uspeli poškodovati možgane. Uspeli so z močnim, dolgotrajnim tresenjem poškodovati možgane in čakali so njegovo smrt. Niti eden mu ni zavezal in pozdravil, mu dal obliž na njegovo ranico, zaradi katere sem ga pripeljala v bolnico. Desetega januarja se je začelo njegovo križanje. 16. januarja sem bila obveščena, da je doživel možgansko smrt in odpoved vseh organov. Nikjer ni bilo govora, da je bil otrok podhranjen. Diagnoza je bila napisana. Doktor Primožič mi je voščil moje sožalje.
Jaz pa sem ga vprašala, imate namen narediti obdukcijo? Glede na to, da je bila znana smrt, da je bil otrok 6 dni pri njemu, ni bilo nobenega pogoja za obdukcijo. Razen kraje organov, katero morajo narediti v roku 24 ur. Jaz pa sem dobila odgovor, ja, imamo namen obdukcijo narediti. Vprašala sem ga, prosim za 3-dnevni odlog. Moja vera se je prebudila. Če so Jezusa obudili sveti, če ga je Bog obudil 3. dan, če je vstal dobesedno od mrtvih, sem verjela, da bo tudi moj otrok 3. dan obujen v mrtvih in da ga bom imela spet v naročju živega. Zdravnik se je zmedel, odšel iz sobe in prišel nazaj čez par minut. Gospa, ni problem, bomo naredili čez 3 dni obdukcijo. Pa sem mu verjela. Zdravnik se je zlagal. Ne samo, da kradejo, tudi lažejo. Verjel je, da bom šla domov in da bom verjela njemu. Pa sem ga prosila, kje bo? Ja, na sodni medicini, tukaj imate telefonsko številko, pokličite. Kličem sodno medicino, gospod Anton, ki je že pokojen. In rekel, ni problem. Otroku lahko naredimo obdukcijo tudi čez 5 dni. In ko sem ga vprašala in prosila, da bi ga rada videvala vsak dan, vsaj za pol ure, da bom molila zanj ob njemu, me je zavrnil zelo nesramno. Gospa, vi pa sigurno ne boste stopila v naše sodne sobane. To pa ne, zmenite se z gospodom Primožičem, ker sem jasno in glasno povedala, da prepovedujem obdukcijo tudi čez 3 dni. Ko sem prišla k gospodu Primožiču in ko sem mu jasno in glasno povedala, da prepovedujem obdukcijo tudi čez 3 dni, če ga ne bo mogla videti, se je izjezil in prišel nazaj z močnim čuvajem, ki bi mi mogel vreči ven iz sobe. Vendar ta čuvaj ni mogel narediti koraka do mene. Začel je jokati in spraševati, zakaj mi ne dovolijo, da bi videvala otroka. Gospod Primožič se je zjezil, odšel ven in prišel čez par minut nazaj, vaš otrok je na sodni medicini, sedaj se pa menite z gospodom Antonom. Danes vam to zgodbo pripovedujem v miru. Podoživljala sem jo do lanskega leta 24 let v jokah, v agoniji, v trpljenju, ki ga ne morem opisati. Gospod Anton Dolenc je odšel domov, ko sem prišla na sodno medicino, da bi se dogovorila, da ne bo obdukcije prej kot 3 dnevih. Moj mož je prišel iz službe, me je našel tam na sodni medicini, me je objel in skupaj sva šla na policijo. Po pomoč, ker policaji rešujejo življenja, čuvajo žene in otroke. Saj jaz sem tako verjela takrat. Na viški policiji sem naredila zaznamek, da bom tožila klinični center gospoda Antona, sodnega izvedenca in specialista za možgansko smrt gospoda Janeza, okolikor bojo naredili prej kot v 3 dnevih obdukcijo. Dobila sem potrjen zapisnik, s katerim sem odšla domov 10. januarja leta 1997 in ga poslala direktorju kliničnega centra z pisno izjavo, da prepovedujem obdukcijo prej kot v 3 dnevih, ker je bil razlog smrti znan, možganska smrt, in ker je bil otrok več kot 1 dan v bolnici, 6 dni. In prišel je v bolnico živ
brez vročine, ni bil v komi, imel je samo eno ranico na ritki, ki se mu žal ni zacelila v parih dnevih, tako kot bi se lahko. Po faksu so poslala 3 faks sporočila in ob 12 sem se odpravila spat. Od 7:30 do 12 nisem ne jedla, ne pila. Borila sem se za pravice svojega otroka, da ga ne bi obducirali prej kot 3 dnevih, ker je to kaznivo dejanje, ker je to genocid nad mrtvimi ljudmi, ki se jih ne sme dotikati najmanj 3 dni, ker mrtvi ljudje niso mrtvi. Imajo pravico do mirnega počitka. Imajo pravico oditi na drugo stran brez nožev in brez kraj organov. Zjutraj ob 8 sem klicala gospoda Antona. Gospod, ste dobili moj telegram, faks telegram? Jaz sem. Vse ne boste naredili obdukcije, ne? Sem bila še upajoča. Gospa, vi se sigurno bojite, da bomo nekaj pri obdukciji odkrili. Tukaj imam policijo in delamo sodno obdukcijo. In naredil je sum na kaznivo dejanje, da je upravičil takojšnjo obdukcijo, ki jo morajo narediti po možganski smrti, katero so naklepno naredili v roku 24 ur. Vse je bilo razkrito, kaj počnejo v bolnici. Jaz sem napovedala gospodu Primožiču, gospod Primožič, če boste tega otroka obducirali prej kot 3 dnevih, boste imeli prekletstvo Boga Jahve nad svojo glavo vse življenje. Vi ne grozite. In je šel počuvaja. Vendar Bog in Sveti Duh je bil z menoj. Kakor so Jezusa križali in ga niso ubili, tako so križali mojega sina ljubezni in ga niso ubili, so mu onemogočili samo živeti na tej zemlji v Sloveniji. Vendar on živi. Je v Božjem kraljestvu. O tem mi pošilja modrosti, vse mi je razkril preko moža, preko časopisov, da sem spoznala resnico, da tresanje povzroča možgansko smrt, da se ne sme obducirati prej kot 3 dnevih, da se ne sme delati krematorij, sežig truplov prej kot 3 dnevih, zato da se duša poslovi iz telesa in odide v Božji mir. In da sem se naučila, da ni smrti za otroke, za ljubeče ljudi. Da sem danes tukaj taka, kot sem. Da lahko se trudim za vse nas, da ne bomo nasedali zvajačem tega sveta in zdravnikom brez vesti, ki delajo za denar, ki so cepili za denar, ki delajo namenoma možganske krvavitve zato, da pridejo do organov, ki jih zelo, zelo drago prodajajo. Tukaj stojim pred vami in ni me strah. Ničesar. Čeprav govorim resnico, ki je ne bi smela javno govoriti, ni me strah. Še predolgo sem molčala. Še predolgo sem skrivala resnico v svoji duši in jokala v sobi za 4 zidovi. Jokala sem do lanskega leta, do januarja, ko mi je mož dal članek o materi, ki je iz utrujenosti, iz nemoči svojega 5-mesečnega sineka zjutraj ob 5 tako močno stresla, da bi nehal jokati, da je padel v komo in da so mu diagnosticirali možgansko smrt in odpoved organov. Tožilec je seveda obsodil, ampak tožilec je vzel pravico, da je on že po 1 tednu podpisal odklop odoživljajočih aparatov za tega 5-mesečnega fantka. In
podpisal odvzem organov? Kdo je večji zločin naredil? Tožilec? Bolnica? Ali mati, ki je bila zjutraj ob 5 utrujena, neprespana in je prosila otroka, da ne neha jokati? Kdo je večji zločin naredil? Koga bi bilo treba kaznovati? To mater? Ne. Tega tožilca, ki je v imenu otroka in matere podpisal odvzem organov in odklop doživljajočih aparatov. Ko sem ta članek prebrala, 2 dni sem jokala in molila. Hudo mi je bilo za mamo. Jaz nisem svojega otroka tresla. Jaz sem ga sam peljala na napačno mesto, na napačen kraj, v napačnem času. In vem, kaj je krivda. In vem, kako se ta mati počuti. Še bolj pa vem, kako se počuti otrok, ki je zaradi tresanja doživel možgansko smrt. Dragi moji člani, dolgo, res predolgo danes govorim, ampak pomembno je, da razumemo, da katerakoli ovira je v našem življenju, imamo pomoč Svetega Duha, da nas potolaži, ker jaz sem se vsa ta leta spraševala, Bog, kaj sem narobe naredila, povej mi, kaj bi morala vedeti, kaj bi morala narediti, da se to ne bi zgodilo. In zato sem dobivala po kapljicah vsa ta leta, po kapljicah razodetja. Pa sem dobila članek, da por je alergen. Pa sem dobila članek, da tresanje povzroča možgansko smrt. Pa sem dobila članek, da možgansko mrtvi ljudje niso mrtvi. Pa sem dobila članek o adenokronu. In slika se mi je odprla, jasna. In od lani pa do danes plačujem svoje neznanje na ta način, da svojo bolečino, ki sem jo doživela zaradi svojega neznanja, javno razgrinjam zato, da je vi ne boste doživeli. Da je vaši otroci ne bodo doživeli. Da vaših dojenčkov ne boste vozili po luknjastih pločnikih. Ker koliko poškodb otroci doživijo, ko jih z vozički vozimo po luknjastih pločnikih in cestah, to vejo zdravniki, ker imajo veliko poškodb dojenčkov, ki doživljajo možganske poškodbe, ki imajo razne težave, epilepsijo, slabo učenje, utrujenost, pa tudi smrt. Ogromno otrok umre zaradi neznanja, zaradi tresenja. Ampak to je iz nevednosti. Je pa velik zločin, da je v kliničnem centru leta 1997 bil naklepni umor številnih otrok z prevozom v tresočih posteljcah, ki so bile brez gume na kolesu. To je zločin, ki je tako velik zločin, da prihaja na dan. In prosim, če boste videli mamico z dojenčkom, ki ga vozi v vozičku, opozorite jo, da naj ga ne trese, da naj pazljivo gre mimo lukenj, da naj ga ne uspava s tresanjem, ker ga lahko poškoduje do možganske smrti. Jaz nisem vedela, da imajo v kliničnem centru dogovor z infekcijsko kliniko. 14 dni po mojem primeru, ko sem bila že v časopisih objavljena, da sem iz malomarnosti podhranila svojega otroka, ker mu pri 10 mesecih nisem spekla dunajskega šnicla, da je umrl podhranjen. Bila sem osovražena oseba po celi Sloveniji, še danes me ogromno ljudi sovraži in verjame novinarjem, časopisam, zdravnikam. Vi ne veste, da mene niso prizadele sodbe po časopisih takrat. Mene je moja lastna sodba prizadela, ker se nisem poslušala, ko sem čutila, da ga ne smem peljati na infekcijsko kliniko. Z možno sva iskala pravico na sodišču, pa je nisva dobila. Po 6 letih so me celo obsodili na 1 leto zapora, 2 leti pogojno. To so naša sodišča.
plačana. Veste, kaj mene najbolj boli? Boli me, koliko ljudi še vedno naseda zdravnikam, še vedno verjame sodiščam, da bodo na sodišču našli resnico. Boli me, ker smo kot narod polni sodb in bolečine namesto razsvetljeni. In zato je to društvo, to srečno življenje tukaj. Tista lučka, da ne bomo delali tistih napak, ki so usodne za nas in za naše otroke in za naše generacije. Ne zmaga resnica, ne zmaga življenje. Ne zdravniki predpisujejo brezpogojno ljubezen, ne cepljenje. Ne zdravniki predpisujejo dihanje na svežem zraku, ljubezen. To so zdravila, ki zdravijo. A si predstavljate, dragi ljudje, da bi bili vsi ljubezen? Kdo bi bil na sodišču? Sodišča bi bila prazna. Če bi bili vsi ljubezen, kdo bi hodil v cerkev po pomoč? Če bi bili vsi ljubezen, le kdo bi hodil še v bolnice po pomoč, ker bi bili vsi zdravi. Zato se tako trudijo, da smo v temi, da nismo zdravi. Zato nas hočejo vse pocepati. Če ne nas zlepa, pa zgrda. Prosim, uprite se odločni ne in odločite se za življenje in za ljubezen. Jaz sem se. Res sem bila dolga. Tisti, ki ste me poslušali, ste dobili sigurno dobre nasvete zase in za svoje vnuke, otroke. Tisti, ki pač niste poslušali, ste pač ugasnili svoj Zoom. In želim vam, da moje trpljenje ne bo nikoli vaše trpljenje. Jaz sem odpustila. Ti ljudje, ki so sodelovali pri tem zločinu, pa se bojo slejko prej pokasali in mi prišli prositi odpuščanja. To vem. In hvaležna sem, da sem skozi to veliko moje trpljenje prišla do velikih resnic, ki sem jih rabila zase in za vse vas, ki jih tudi rabite slišati. In vse to bi danes rekla z ljubeznijo in s hvaležnostjo Svetemu Duhu, ki me je učil, tolažil, vodil vsa ta leta, da sem danes tukaj lahko pred vami takšna, kot sem. Sama sebi sem odpustila. Zdravnikom sem odpustila. Vendar ne bomo dopustili, da bojo to še naprej delali. Moramo biti skupno odločni in prepovedati kakršnekoli posege v človeško telo, ali skozi obdukcija, ali skozi cepiva, ali skozi lažna zdravila. Skupni ne. Je tista pot do našega raja in do naše sreče in do našega zdravja in do srečne svete Slovenije. In hvala Svetemu Duhu, da me je vodil, tolažil. Hvala Svetemu Duhu, da nam je omogočil, da je Društvo za srečno življenje preživelo vse sodbe in napade od temačnih sil. In hvala vsem vam, ki ste se odločili za resnico, za ljubezen in da bomo skupaj popeljali vso Slovenijo, kot naš Egidi pravi, v raj. Ne samo zemeljski raj, tudi duhovni raj. In naj se poslovim z besedo, rada vas imam in delajmo za skupni mir, ljubezen in radost, da bomo skupaj bili z društvo. Hvala lepa. Ja, to je bilo res dolga izpoved. Ampak, ko pogledam na uro, smo prekoračili 6 minut, kar pa spet ni tako hudo, glede na vsebino, glede na resnico, glede na to, da vse priplava na površje prej ali slej. In tako kot Iviljana reče, Sveti Duh vse vidi, pa se najprej smejimo, potem reče Sveti Duh vse ve, pa si vsak misli svoje, pa potem reče Sveti Duh odrešuje, pa si misli, da je ta ženska malo odpeljana, na koncu pa pokaže, da je vse res. Jaz sem 33 let
z njo. In a veste kaj, ne vem, kam je tisto knjigo odnesla? Aha, nekaj vam povem. To knjigo sem jaz oblikoval takrat. Ja, leta 1995 sem celo knjigo postavil, oblikoval, in ko sem pisal tole od zadaj, da bo Slovenija postala Belis, pa sem rekel, pa kaj se ti greš? Saj nisi normalna, kaj pa pišeš, kako bo, kaj boš ti postala cela Slovenija? Ja, glejte, jaz sem takrat to rekel in danes sem jaz tisti, ki v bistvu ji pomagam pri vsem tem, ne? Tako da za rečenega kruha se človek največ naje. In še enkrat ti hvala, da si imela to vizijo. Vse vas zdaj lepo pozdravljam, iskrena hvala, da smo vse, kar smo danes povedali, mislim, da bo naredilo svoje valovanje. Tako da uradni predvideni zaključek 81. rednega srečanja članov Društva Beli za srečno življenje in zaključek 2. rednega občnega zbora. S tem uradno zaključujem, vsem se zahvaljujem za potrpežljivost, oprostite za vsako tipkarsko napako, ker je dela veliko, pa smo malo že utrujeni, tako da se še kaj zatipka, pa včasih malo smešno izpade, ko človek bere, tako da tudi to je en del zraven. Človek, ki dela, tudi kaj pogreši, in pa seveda vsem skupaj hvala za podpore, za to, kar da zbiramo in delamo, in da smo še kot ena družina naprej. Lep večer in se vidimo naslednjo soboto. Srečno, hvala lepa.